se zelo slabo počutite v svojem telesu in ne veste zakaj. Pojavljajo se vam čudni občutki, nenavadne bolečine in vas je že zelo skrbi, da je z vašim zdravjem nekaj resno narobe. Rada bi vam razložila, kakšni so simptomi anksioznosti. Torej, ko doživimo anksioznost, se nam to kaže na 3 različnih nivojih. Simptomi anksioznosti so lahko mentalni simptomi, kognitivni simptomi. Kaj to pomeni? Pomeni, da nimamo prave koncentracije. Pomeni, da miselni procesi niso več takšni, kot so bili. Počutimo se utrujeni, težko razmišljamo, nimamo več prave energije, nimamo več prave motivacije, ne zapomnimo si stvari. Druga vrsta simptomov anksioznosti pa so čustveni simptomi. To je pa občutek nemira, občutek velike zaskrbljenosti. Skrbijo nas stvari za naprej, zaskrbljeni smo tukaj in zdaj vedno in neki strahovi iz preteklosti se pojavljajo. Torej, pri anksioznosti je glavno čustvo strah. In še najtežji, kadar nas napadejo, so pa fizični simptomi anksioznosti. To pa pomeni, da je vaše celo telo čuti te strahove, čuti te miselne procese. In v bistvu je vse prepleteno. Naše misli, naše čustva in naše telo, vse je prepleteno. In tako nastanejo fizični simptomi anksioznosti, ki je lahko to, da nam srček razbija in se ustrašimo tega. Lahko se potimo, lahko imamo glavobole ali pa čuden pritisk v glavi, ali pa včasih kdo reče, joj, imam glavo veliko kot balon. In naj vas pomirim. Fizični simptomi anksioznosti ne pomenijo, da ste vi resno bolni. Pomeni pa, da celo vaše telo čuti ves stres, ki se je nabral v vašem telesu. Če se je anksioznost pojavila v tako hudi obliki, da imate že vse te različne simptome, to pomeni, da se je v vašem telesu nabralo preveč stresa. Pa poglejmo, kaj bi lahko bili ti stresni dogodki iz vašega življenja, ki so se vtisnili v vas in ki jih nekako ste prinesli v današnji trenutek, v današnji čas.